Dobrodošli nazaj, moje ime je Nec in danes smo pomenili ene zelo zanimive stvari in to je EDC Tool oziroma Everyday Carry Tool. Po domače, eno multifunkcijsko orodje, ki ga lahko spraviš dejansko v samo vilico kolesa in je to ves čas s tabo, kadar greš na trail. Se pravi, Everyday Carry. Prva stvar, o kateri se mu pomeni, je to, kakšne so različne možnosti montaže tega tula, kaj je primerno za tebe, se boš seveda sam odločil in ali je dejansko smiselno zapraviti toliko denarja za en razmeroma povprečen multifunkcijski pripomoček. Prvi najbolj preprosti način, hkrati pa tudi najdražji način, kako dejansko zmontirati tale tool, je, da si vmisliš pumpo, ki je dejansko bodaj pune vrej in ta pumpa se pretrdi s pomočjo dveh vijakov na mesto, kjer je battle cage in vzameš tool, staviš pumpo, bam, in imaš, se pravi, pumpa 100 cc-ev in dejansko pumpa zelo kvalitetno, hitro, je zelo taka vzdržljiva, večkrat je že bila po tleh in zelo zadovoljen s tem kombotom, uporabljal sem ga kar nekaj časa na mojem endurotu in toplo priporočam. Zdaj, vkolikor pač ne potrebuješ pumpe oziroma že imaš dve drugi možnosti montaže. Naslednja možnost montaže je dejansko najugodnejša, se pravi, mislim, da ta komplet pride 40 € in je to, se pravi, en taki plastični vložek, ki mislim, da pride v 7 različnih barvah in seveda pač EDC Tool. Zdaj, namestitev je sila preprosta. Vse, kar moraš narediti, je, da odviješ kapico, vzameš ta veliki šravf, ki je vključen v kompletu, ga našravfaš noter, vzameš kladivo, počiš po njem parkrat in s tem to zvezico, ki je tu noter, pač prestaviš niže, toliko, da lahko vstaviš ta plastičen nastavek, vzameš ta vijak, pričvrstiš, zašravfaš in to vse skupaj drži, vzameš tool, ga sestaviš, rešeno. Se pravi, na tak način v roku 5 minut namestiš EDC Tool in je to to. Se pravi, vse, kaj je tukaj, je to, da imaš tool. Nič druga, dobenih drugih stvari, ne chainbreakera, ne ničesar drugega, kot pa samo tool. EDC Light Tool komplet te stane 40 € in se mi zdi zelo dobra cena, glede na to, kako je preprosta montaža, hitra montaža in dejansko uporabna vrednost toola je zelo visoka. In še zadnja, tretja možnost namestitve EDC toola je sicer najzahtevnejša, hkrati potrebuješ tudi eno posebno orodje za rezanje navojev, ki dejansko pač tudi lahko kupiš na OneUp in je dodaten strošek, teda to je stvar za razmisliti, če se to dejansko splača. Potrebuješ en top cap, ki je pač spet pride sicer v različnih barvah, ampak spet potrebno ga dodatno kupiti, kar spet nanese k skupnemu strošku toola. In je pa res, da s tem toolom pač pridobiš največ, najbolj uporabno, najbolj multifunkcijsko, kar je pač meni bilo pomembno. Se pravi, kar se tiče samega toola, pač ko kupiš to veliko stvarco, dobiš tool, enostavno ga z takim, kot da bi hotel zlomiti, odpreš in narazen pade tool in tire lever. Potem imamo tukaj en chainbreaker, možnost, da shranimo quick link in v tem spodnjem delu, bom pokazal na tem toolu, lahko skriješ marsikatero uporabno stvar. Zdaj, jaz sem alergič na čebelje pike, zato pa navadi tu noter hranim kakšne tablete proti alergiji, potem kakšno tableto za glavobol, ker pač včasih nas v bikeparku sonce naseka kožute, pozabimo piti in pač imaš glavobol, lahko spakiraš in greš domov. Se pravi, to so ene take stvari, zdaj v tem toolu, ki ga pač imam zdaj po zimi na endurotu, pa enostavno uporabljam. Se pravi, nastavek za bacon strip, če imam en flat tire na tubeless setupu in za quick link orodje. Okay? Se pravi, to je to. Možnost je seveda, da še uporabiš tole CO2 kartušo, potem dejansko pač ne vem, če lahko shraniš kak denar noter, karkoli pač je tebi v tistem trenutku uporabno. Pomembno je poudariti, da je to vse skupaj vodoodporno, tako da karkoli je pač dragocenega not, ki bi lahko voda poškodovala,
ne rabiš skrbeti za to. Zdaj, vsi tisti, ki pač slučajno imate te Fox 38 vilice gor, je potrebno uporabiti en tak washer oziroma tole dichtungo, kakorkoli se pač reče v slovenščini, ki se zamenja s to, da dejansko samo orodje ne ruži v vilici, kar pri ostalih je vse skupaj zadeva totalno neslišna. Tudi v sami pumpi je pač zadeva, ne slišiš, da je kar noter, nič ne vibrira, nič ne ruži, dobenih kovinskih zvokov, to prav priporočam. Zdaj, ena večja slabost te tretje možnosti namestitve tula je pač seveda to, da moraš kupiti to orodje za rezanje na vojo, ki stane 35 evrov. Moraš kupiti ta top cap, ki sicer lepo zgleda, ampak če si malo rahlo nepreviden pri zategovanju, hitro tukaj zobke obrneš, ki stane 25 evrov. Dejansko sam tool pride skoraj 60 evrov, ti dodatki, kot je to, mislim, to prije okoli 35 evrov in dejansko vse skupaj lahko nanese na kar orang vsoto. Zdaj, če se ti zdi to primerno, da to potrebuješ, zelo priporočam. Skratka, ena izmed pomembnih stvari, ki pač vem in sem prebral na forumih, na internetu, na YouTubeu sam pogledal, je to dejansko koliko je ta tool vzdržljiv. Dajmo si najprej pogledati, kaj dejansko to multifunkcijsko orodje ponuja. Se pravi, dajmo najprej se osredotočiti na imbuse in to je dvojka, 2,5, tu zadaj se skriva trojka, potem imamo 4, 5, 6 in če združimo to malo smešno orodje, na katerem lahko najdemo tudi ravni izvijač in to orodje tudi služi za zategovanje EDC top capa. No, v glavnem, če to dvoje združimo, dobimo imbus 8 in 8 ponavadi najdemo ravno na stopalkah, kar pač je zelo fajn, če se nam stopalka otegne, da lahko na trailu dejansko zategnemo. Potem je še tu Torx T25 in mislim, da je to. Zdaj, ko se odločiš za nakup enega multitula oziroma česarkoli, je pač vedno se vprašaš po kvaliteti. To orodje je zelo kvalitetno, ampak ni pa primerno, da pač pošraufaš celo kolo kot en servis. Se pravi, to je orodje, ki je namenjeno za eno hitri servis na samem trailu. Se pravi, če se karkoli zgodi, da lahko zategneš, da pač prideš do konca traila, do doma, kamorkoli, kjer pač kolo pošraufaš tako treba. Se pravi, ena izmed zelo pač takih finih stvari je to, da lahko uporabiš ta imbus nastavek in pač ta nastavek, ki ne vem, kako se mu reče, in skupaj pač lahko dejansko tvorita imbus luč 8, katera pač lahko omogoča zategovanje pedalk. Zdaj, če misliš pedalko zategniti, koliko gre, je velika možnost, da se tool pač prelomi tukaj, kjer je pač stvar najtanjša. In to je pač en downside tega, da je pač tool takšne male oblike, da ga lahko spraviš v samo kolo, je to, da mogoče ni najbolj vzdržljivo za res pač. Moraš paziti, no. Moraš paziti, kako delaš s toolom, dejansko pa pač vse ostalo, kaj pač je, ti mali imbusi so zelo kvalitetni, Torx tuji, vse je kvalitetno, vse, kaj pač imaš ti manjše nastavke, lahko delaš brez problema, zategneš kakorkoli, pač pazljiv moraš biti pri kakšnih večjih vijakih, ker pač tam je potrebno več sile, zato pač ne pretiravati, ker je možno se sam tool tudi zlomi. Ja nič, vse, kaj še ostane to, da vzamemo primerno orodje, bike, in spravimo ta EDC tool v sprednjo vilico. Najprej smo lotili montaže tega EDC light toola oziroma tega plastičnega vložka, ki ga vstajamo v samo vilico. Dejansko ne potrebujemo nobenega posebnega orodja. Se pravi, najprej odtegnemo top cap in bomo ta vijak zamenjali za tistega daljšega. Ta daljši vijak ga zašraufamo enih 10 obratov noter, in vzamemo eno kladivo, potolčemo tako dolgo, da se ta vijak dotakne top capa, ga odšraufamo in zadeva bo pripravljena. Vzamemo ta EDC light tool, dejansko malo te opilke, če so slučajno ostali, obrišemo, vstavimo ta vložek.
potrebujemo ta krajši vijak, vstavimo vijak, ga zategnemo in ta vijak ima identično vlogo, kot je imel prej tisti, ko je na top capu bil. Sestavimo skupaj orodje in ga stavimo v kolo. To je to. Se pravi, montaža je zelo preprosta, nič ne rabimo kladivo, zvezdico nabijemo do konca in je to to. Zdaj, dajmo se zdaj lotiti naslednje, bolj zahtevne montaže in to je, kako spravimo dejansko ta veliki tool v samo vilico. Za namestitev celotnega EDC toola je začetek postopka enak. Se pravi, najprej treba odstraniti topke. Zdaj, naslednja stvar bi bila, da bi mogli zvezdico tudi odstraniti. V kompletu skupaj z orodjem, ki pač reže ta navoj, dobite tudi ta Star Nut Remover, ampak pač zdaj v mojem primeru, zato ker je zvezdica daleč noter, enostavno ne morem tako odstraniti. Se pravi, en imbus, kladivo, pa bo šlo skozi. Zdaj, ko je zvezdica odstranjena, lahko nadaljujemo z naslednjim delom in to je, da dejansko odstranimo kokpit in vrežemo navoj. Odstranimo podložke. Naslednja stvar, ki jo moramo storiti, je to, da enostavno vzamemo nastavek za rezanje navojev, damo malo olja gor in bomo lahko začeli z rezanjem navojev. Se pravi, zadevo smo naredili tako, da je res throttle ziher. Se pravi, damo gor nastavek, vzamemo imbus 8 in dejansko vstavimo to vodilo preko tega nastavka, ki reže navoje. Vstavimo imbus in enostavno obrnemo za pol obrata, pa četrt nazaj. Obrneš za pol obrata, četrt nazaj. Preden ko nadaljujemo, je smiselno, da tu spodaj nastavimo eno brisačko oziroma servetko, da pač te opilke, ki bodo nastali, se ujamejo, ne ležijo po celi delavnici in kasneje jih pač damo v eno posodico. Se pravi, obrnemo za pol obrata, četrt nazaj. Pol obrata, četrt nazaj. In to počnemo, dokler ne bo imbus nasedel na to vodilo. Ja, in še malo. Tako, zdaj je imbus nasedel na to vodilo, vse, kar ostane, je to, da enostavno vse skupaj odbijemo. In v bistvu s tem je zadeva končana. Vse, kar še ostane, je to, da vse skupaj čistimo, malo razmastimo in namestimo tool. Našpricamo zadevo. Tako. In naslednja stvar, vzamemo podložke, damo podložke gor, stem, tako, vzamemo top cap, isto kot Star Nut oziroma kapica, se pravi zategnemo, vilica nima lufta. Pazimo samo, da teh majhnih zobekov ne obrnemo z orodjem, ker pač to je zelo tanki aluminij. Če ne nastavimo lepo gor, je pač možnost, da vse skupaj zdrsne in ta top cap za 25 € uničimo. Naslednja stvar, ki jo stvarimo, je to, da zategnemo fajfico. Tako. Vzamemo ta plastični čep, ki ga vstavimo iz spodnje strani. Se pravi, zdaj pri Fox 38, ker je vse skupaj spodaj ovalno, moramo malo paziti, kako vstavimo, da gre dejansko noter. Tak. To. Evo in tako, vse, kaj še ostane, je to, da vstavimo tool v vilico in zadeva je končana. Če se ti je zdel ta video uporaben in dejansko si se naučil kaj novega o EDC OneUp toolu in mogoče posledično se odločiš oziroma ne odločiš za tak tool, da prosim, lajkaj, šeraj in definitivno se subscribe na moj YouTube kanal, ker s tem mi ful pomagaš, da pač ta YouTube kanal obstaja in da bo v prihodnje še več takih videov. Do naslednjič, fajn furaj, pa se vidimo. Čau!